Znova smo sliko na Bonifiki. Nogometaši Kopra imajo v tej sezoni 48 točk, toliko kot so jih osvojili tudi v celotni lanski sezoni, ko so točke nabirali Zoran Zeljković, Safet Hadžić, Aleksandar Radosavljević in tudi Oliver Bogatinov, ki je bil za krmilom večji del letošnje sezone. Prav proti Primorju pa se je Oliver Bogatinov nekako moral posloviti zaradi izgubljenih 2 točk in za kratek čas ga je nasledil kar športni direktor kluba Ivica Guberac. Zdaj pa je torej vse skupaj prevzel Slaviša Stojanović, nekdanji slovenski selektor. Fran Tomek, ali bo poiskal dovolj prostora za strel ali podajo, tu je Jurić. Jurić do strela, priložnost za Koper, Omar El Mansuri do žoge, sicer diši po ofsajdu, podaja proti oddaljenejši vratnici. Žoga se je celo 2-krat odbila od prečke, akcija še traja, Mijajlović pred vrata. Trpeli so zdaj Ajdovci, ampak nekako so se uspeli izvleči. Fogec, Šatri, Zavnik, Suljanović, velike težave za Baša. Na koncu pa udarec iz kota za Primorje. Dobrih pobegov, to je pokazal v Stožicah. To bi sicer moral podati ob soočenju z Vidovškom, krasen prenos. Omar El Mansuri. El Mansuri proti oddaljenejši vratnici. Popović je tu. Denis Popović. Tomek do strela. Posavec pa brez težav. Gosto zabija Popović pred vrata. Tomek. Fran Tomek se bori. Tomek v kazanski prostor, padel je Curcio, pa strel z razdalje in gol! Kakšen gol, Koper vodi z 1-0. 37. minuta na drugi zaporedni tekmi, Maj Mittendorfer. 50. v tej sezoni je kapitulirala obramba Primorja. Toni Domžoni, mislim, da je vendarle strelec. Režiser nam je najprej pokazal Maja Mittendorferja, tu je Posavec, ki ni imel rešitve po tej granati Tonija Domžonija, ki je tako prišel do drugega gola v letošnji sezoni. Prvega je dosegel v Ljudskem vrtu, zdaj pa prvič torej tudi pred svojimi navijači. Fantastičen zadetek Domžonija. Josip Posavec danes torej ne bo prišel do tako imenovanega clean sheeta. Primorja so dokaj nizki. Suljanović, dobra podaja, priložnost zdaj za Harisa Kadrića. Strelskega računa ni uspel odpreti. Zdi se, da je Milan Anđelković iztisnil vse najboljše iz njega, da je pod njegovo taktirko Velenčan razprl krila. No in zdaj lahko potrdi strelsko formo Haris Kadrić. Haris Kadrić, Primorje prihaja do izenačenja. 62. minuta, 1-1 je na Bonifiki. Ne hladi cevi Haris Kadrić. Njegov 5. gol v letošnji sezoni in skupno 12. v prvi slovenski nogometni ligi. Tisti njegov gol proti Kopru je bil kasneje, torej naknadno izbrisan. Vendarle je šlo za avtogol, v tem primeru pa jasno Haris Kadrić tudi proti Kopru med strelci. Jasno, poti za Ajdovce nazaj ne bo več, če bo Tomi Jurić natančen, če bo ohranil mirne živce. Tomi Jurić, to da brani Posavec in nogometaši Primorja so ušli zdaj izpod giljotine. Do te tekme je zabijal na vsakih 47 minut, zdaj pa torej zapravljena 11-metrovka, veliko poizkusov Tomija Jurića, ampak jasno še bodo pretili Koprčani. Posavec je ubranil 11-metrovko. Luka Baš, točka na primorskem derbiju, nekako sklepam, da z njo niste pretirano zadovoljni. Nismo zadovoljni, lahko bi dobili vse 3. Igrali smo zelo dobro, nimam kaj za reči, samo nismo izkoristili svojih priložnosti.
Na koncu ste igrali s kar 2 igralcema več. Ne vidimo ravno pogosto, da vratar pri izenačenem izidu pride v tekmeče v kazenski prostor, verjetno po navodilu trenerja. Probali smo z vsemi močmi, bil je zadnji napad na tekmi, tako da nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Zdaj vas čakata 2 zaporedni tekmi z Bravom. Katera bo pomembnejša, v polfinalu pokala ali prvenstvena? Obe tekme so zelo pomembne in vsako si bomo vzeli posebej in se dobro pripravili na njo. Najlepša hvala. Slaviša Stojanović, točka na primorskem derbiju, gotovo bi si zaslužili več. Je bil glavni problem Kopra ta, da je morda preveč zaspano krenil v drugi polčas? Ne, nismo krenili smo isto, kot v prvem polčasu, ampak nas je pa gol presekal in potem nismo najdli rdeče niti svoje, ki smo imeli v prvem polčasu. Ker nekaj časa smo rabili, da najdemo fokus, kaj želimo na igrišču in to je v principu glavni razlog. Ta gol nas je, ne vem iz katerega razloga, presekal, ker ne more se dogajati, da te vsak gol preseka, pa da ne veš več kam moraš teči, pa kam moraš žogo podati, ampak tako je pač bilo, brez glavo smo začeli neke stvari delati, ampak enostavno tako je pač to. Primorje je izenačilo po strelu z bele pike, se je bilo težko sprijazniti s sodniško odločitvijo? Pa ne, nisem nič niti komentiral, nisem niti pogledal. Če so v varu, bomo sporočili, če je pogledal posnetek, potem je najbrž temu tako. Na koncu ste zmagoviti zadetek lovili celo z 2 igralcema več. Ne vidimo ravno pogosto, da pri izenačenem izidu vratar pride v tekmeče v kazenski prostor. Mislim, da je Baš prišel pred vrata Posavca po vašem navodilu. Pa ja, potrudili smo se po vseh možnih močeh, da damo čim več ofenzivnih igralcev noter, da lovimo ta drugi gol, saj smo bili v številčni prednosti. Nažalost, razen 11 metrov, ki nismo imeli kakšne priložnosti, mogoče ena še z glavo, če se ne motim, da je imel Sule odprt strel z glavo, pa da se ni tako iztekal, ampak danes je pač tak dan. Zdaj pa vas čakata 2 zelo pomembni tekmi z Bravom v prvenstvu in v pokalu. Katera je pravzaprav pomembnejša? Ja, oboje in oboje smo v isti poziciji, se oboje borimo za iste cilje, tako da enostavno iščemo svojo pot skozi obe možnosti do Evrope, tako da enostavno prvo gremo oddelati svojo prvenstveno tekmo, pa bomo potem razmišljali, kako in kaj naprej. Najlepša hvala. Josip Posavec, točka proti Kopru, ki se bori za Evropo, verjamem, da ste z njo precej zadovoljni. Pa sigurno, mislim, Koper je ozbiljna ekipa, nazad dugo godina, sigurno pri vrhu slovenskog nogometa. Mi smo danas došli sa svojim ciljem, da ne idemo doma poraženi. Evo, Bogu hvala, uspjeli smo u tome i mislim da možemo i moramo biti zadovoljni s 1 bodom sa teškog gostovanja. Po zadnji tekmi z Bravom ste prvič v dresu Primorja ohranili nedotaknjeno mrežo. Vaš trener Milan Anđelković se je pošalil, da upa, da boste s čim počastili soigralce. Danes obranjena 11 metrovka, nov razlog, da prinesete kakšen priboljšek na trening. Izgleda da sam ih malo previše razmazio ali bit će, bez brige, to je najmanje kaj mogu. Najlepša hvala. Milan Anđelković, morda danes vaša igra v napadalnem delu ni imela toliko leska kot običajno, ko res igrate zelo lepo, zelo kakovostno, ampak na koncu ste izkoristili to, kar vam je nasprotnik ponudil in verjamem, da ste zadovoljni s točko. Ja, smo, ker je Koper zelo dobra ekipa, težek nasprotnik. Vedno rečem, da je tudi odvisno tudi nasprotnika, koliko ti pusti, koliko lahko igraš. Mi smo bili, danes smo hoteli biti tekmovalni, to smo tudi bili. Zaslužena točka, fantje, nimam več besed, res sami presežki, lahko jim rečem samo vsakem čas. Tekmo ste končali s kar 2 nogometašema manj. Kako hitro je bilo vaše srce v izdihljajih srečanja? Ja, te minute se kar pol tam vleče, nikoli konca. Pol je bil še dolg podaljšek, na ta podaljšek je bil še podaljšek, ampak ja, bili smo nervozni, bili smo željni dobrega rezultata, cela klop, cela ekipa in to se vidi, da dihajo vsi za enega, tako da smo na dobri poti. Lahko bi rekli, da ste nekako na nikogaršnjem ozemlju, na 6. mestu. Ne borite se za Evropo, po drugi strani ste si že zagotovili obstanek med elito. Kako ohraniti takšno vnemo, kot vas je krasila doslej? Pa če se spomnite, sem jaz na začetku govoril, da lestvica se konec maja,
gleda, ne bi rekel, dokler ni matematično, še zmeraj so v igri to veliko točk, tako da glede tega se ne bomo neki zadovoljili. Hočemo pa napredovati, hočemo biti proaktivni, hočemo igrati dober nogomet. Velikokrat sem rekel normalno, da to tudi odvisno od nasprotnika, kakšenkrat ti rata, kakšenkrat ti ne, in temu bomo stremeli, ker to mislim, da je tudi kapital za naslednja leta, za naš razvoj. Mlada ekipa smo in tudi to hočemo razvijati, mlade igralce, in mislim, da smo na dobri poti. Najlepša hvala.